si rečeš, pa ne bom šel nazaj, se verjeten, jaz sem še mal dol, pa bo boljš, kurc, pa je samo slabš. Drugič bom moram k premislu, kje grem. Se mi ne da tole zajebavati, res ne. Sem pa ko Martin Strel. Pozdrav za komplet Sloveniju, za sve Slovence. Hvala vam sve što radite za nas Bosance i Hercegovce. Kažem namjerno Bosance i Hercegovce jer puno Bosanaca i Hercegovaca živi u toj prelijepoj državi. Sinoć sam gledao utakmicu Slovenija i Njemačka. Iskreno da vam kažem, dugo sam u košarci i znam kako se pravilno krade utakmica. Sinoć je Slovenija pokradena. Ključnim igračima se sviraju nepostojeći faulovi, poput Omića i poput Dončića. U 8. minuti 3 lične greške Dončića, od toga jedan 100% nepostojeći. Veliki pozdrav i poljubac za moju Sloveniju. Dragi gledalci, to je bil moj prijatelj. Tukaj jaz pri njemu parkiram že zelo veliko let. Ste ga že videli v mojih vlogih. Zelo prijazen človek, vedno me tudi vabi, da gremo skupaj po Sarajevu, pa nikoli nimam časa in enkrat si bom vzel, ker to bo tisto ta pravo doživetje, ki ga lahko Slovenc doživi v Sarajevu. Inače, ako bude vidio ovaj klip, veliki pozdrav za Alija Nikolića, jednog velikog prijatelja mog, nek pozdravi svoje roditelje. Ali Nikolić je 4 godine igrao u Sarajevu u košarkaškom klubu Spars, pa smo se družili. Kako se zove ovaj parking? Parking Sagrđe na Baščaršiji. Če boste šli na Baščaršijo, lejte, vam je tukaj najboljš predino parkirati, 100% varno. Kamere, sve tu. Tako da imate do Baščaršije pa 50 metrov maksimalno. Pozdrav da Sloveniji. Ja. Ker sem vam že velikokrat predstavil Baščaršijo, bomo zdaj čez na hitro šli čez. Tisti, ki še niste videli, to je edina ulica na Baščaršiji, ki še delajo tele zadeve pa prodajajo. Prej je bilo tudi cela Baščaršija tega. Potem so pa ljudje ugotovili, da je veliko bolj dobičkonosno, da narediš lokalček ali s pijačo ali z burekom ali s čevapčiči, tako da je tega zelo malo ostalo. Tole je pa Baščaršiška džamija. Nikoli še niso bile tele vrata tlele odprte, da bi šel noter. Tako da jaz sem ta prvič, gledajte. Se ta je ful lepa, no, tako da se to že od zunaj vidi, tle pa še bolj pač, gledajte, stara je lepa. Dragi gledalci, zdaj sem pa na Baščaršiji, enem lokalčku, katerega grem zmeraj.
In sem si naročil to fahijo. To je jabolk pečen, noter so orehi, pa še malo smetane, pa višnja gor. Meni ful dober, tako da če še niste probali, ko greste naslednjič v Sarajevo ali po Bosno, morate nujno probati. Glejte, kakšen luškan kuža, mislim, da dva sta lušna. Tale je, kot da je bil nekoga bil, ne? Te kako lepo urejen. Kuža, kje si ti lepotec? Tole je pa ta znameniti vodnjak v Sarajevo. Pravijo, če vodo piješ iz njega, da se še vrneš sem. Voda teče, a ona dva kužata, tako golobo. Kje si ti lepotec, jih meni prišel? Kako si lep. Končno prispela na cilj. Tale hiška, vam povem, že oddaleč je super izgledala, ker je bila razsvetljena. In lejte, lesu, to nimaš božga, ko spet v lesu, ne. Lejte, tole ena posla. Celo malo kuhance, sicer to niti ne rabimo. Tle imamo zajtrk naročen. WC, kopalnica. Lejte, super. No, tukaj pa še ena sobca. Pa sicer tale ta glavna luč ne dela, ampak ne zato bo jutri že zamenjali. Ampak čist super, tako da tole bo ljudje fantazija. Dobro jutro iz kraja Nova Varoš. Tole je najina namestitev, čudovita lesena hiška. Tudi pokrajina lepa, gor vidite še ena hiška. Tole sem avto parkiral, megla se počasi dviguje, napovedan sonce, tako da danes pričakujte čudovit dan, čudovite posnetke, tako da jaz se že veselim. Takole izgleda pa najin zajtrk. Super. Tole bo oreten jogurt, kislo mleko. Dobro se bomo tole najeli, super bo. Zdaj gremo pa že na prvo točko, na oglede. Se že kar nekaj časa vozva. Imamo malo slabšo cesto, ampak boste videli, na kakšno hudo točko bova prišla. Tako da tole bo lepo, pa tudi, ko se voziš, narava ful lepa. Morate vedeti, tu smo na višini nekje dobrih 1000 metrov, tako da svež zrak, vse ful dobro. Zdaj smo tle najbrž na parking prišli, a gre še naprej, ne vem, bomo preverili. Zdaj smo pa prišli na cilj, do kjer lahko pridemo z avtom. Zdaj pa seveda merelke obu, ker tole so prelepe supergice. In majčken hoje, pol tam nas čakajo pa ful zanimive stvari. Sonce fino sije, mi je kar malo žal, da nisem v kratkih hlačah šel. Ni izgledalo, da je tukaj toplo, ampak bo okej. Ejte, bogi slepček, smo ga zmotili, ko se je sončil. Un Vidikovc, gor smo že bila. Nisem posnel, ko so bili eni fantje, pa so musko imeli, tako da ga bom posnel nazaj grede. Je pa ful lepa pot. No, iz tistega Vidikovca je bil takel razgled ljudi, sam stoj pa glej, ne. Boste videli v nadaljevanju, ko bom posnel, pa na Instagramu si slike pogledajte. Sem take fotke naredil, res. Na drugač pot pa ful lepa. Zdaj gremo pa dol do ene jame, pa še na neke razgledne točke, boste videli. Sem vam rekel, da bojo super razgledi. Unle Vidikovce pa tamle gor, jaz ga vidim, ne vem, če se na kameri vidi.
Gremo pa še nižji dol do ene jame. Se bom pol to tudi še malo z dronom posnel, tako da tole pričakujte še boljše posnetke v nadaljevanju. Tole je pa brin, kar tak malo kot borovnice. Sem čisto za foro enega pregriznil in je čist okus kakor džin, ampak še boljši, no. Sem rekel, bi tole nabral, pa doma v šnopec namočil, pa bi džin imel, ne, pa najbolj domačga. Vejte, klopce, lepo v senci in lej, zdaj se tole usedeš in gledaš tole, kaj praviš na tole. Pa tu moraš punco pelati, sem romantika taka, mora reči ja, ni druge. Tole pa snemam z telefonom, zato da ne bo vse tako oddaljeno. Je pa, poglejte, čudovite barve. Tamle gore en glamping naselje, noro mora biti tam prespati. No in poglejte te zavoje, ali kako bi temu rekel. Pa tudi še tamle en spodnji vidikovac se imenuje, tudi še kaj bova šla, tako da po mojem je posod lepo, ne, pa zdaj, če smo že tle, poglejmo vse. Dragi gledalci, prej sem rekel, da bom drona spustil, zdaj sem se odločil, da ga ne bom, ker sem iz tele klopce opazoval neke orle, ali kaj so bili orli. Se sem tudi bral že nekaj od njih, ampak nisem to vedel, da jih je tukaj, pa tako taki lepi. Gor so bele peruti, imajo kar malo so drugačni, no. Tako da sem rekel, da jih ne bom z dronom zdaj tle preganjal. Zdaj, če bila tle kakšna cerkev, pa bilo prepovedano, cerkvi nimaš kaj škoditi, bi jaz to šel posnet. Tlele živali pa res ne bom preganjal. Imam pa ene 7 let nazaj sem jaz tle bil, na stran sicer, pa imam dron posnetke. Tako da bom dal te dron posnetke noter, da boste še videli, kako tu zraka zgleda. Ampak itak boste tole še ful na videih videli, kako je tukaj lepo. Pa je res lepo, mirno, čudovita narava, super zrak, tako da res en sam užitek. No, zdaj smo pa na tej razgledni točki, ko so prej bili eni fantje z lastno musko in nisem nič posnel. In da to bi tudi ljudje lahko odnesli, ni treba, da v koš daješ. Če prineseš na tak lep kraj, od dna neseš in lejte. Kaj pravite na to? Noro lepo, če mene vprašaš, čudovita pokrajina. Zdaj gremo pa še na ono stran. Super. Ampak veste, do one strani pridete ogromno kilometrov, ker ima še tukoli in okoli. Tako da vidiš pa okoli kaj pametnega, vidite, vidim pa tamle gore na avto se pele, tako da prideš zelo blizu razgledne točke. Pa tamle vidim po mojem še neke hiške gor. To bo zanimivo videti. Poglejte ljudje, tale beloglavi sup, to so te, ki so tam letali, ne. Do 2,80 metra ima razpon kril. Kar je pa še bolj zanimivo, pa morda tudi majčkeno žalostno, je pa to, da ima sam en jajc. Tako da, pol pa lejte tle posebnost. Stanarica je ali mlade ptice dosta i daleko lutaju, čak i do 2000 km od mesta izleganja, od najčešća so lutanja do Grčke, Bugarske i Izraela. Se pravi, deleč grejo. Zanimivo, kaj vse tle je od živali. A lejte, tegale tam pa celo 2,85 razpon kril. Zanimivi ptiči. A ga ni škoda, ljudje. Glejte, pa še vse so ga razbili. Ma to ono tak legendaren avto. Golf. A veste tu, a je to enka ali dvojka? Jaz bi bolj rekel, da je dvojka. Ja, tlele so ga nekaj ruknili, pa so ga pa kar pustili, kaj. Ja, tacga sem, to je moj prvi avto bil, sicer moj je bil enka. Moj je samo eno luč od spredaj.
Nekaj so rukali, pa so ga pa kar pustili. Lep avto, sam zima ga bo čist uničila. No, zdaj so pa prišla na razgledno točko Molitva. Tukaj je en glamping, lep kot 100 mater. Če bo zvoka zmanjkalo, ga zato, ker tle muska vzad nabija. Pa gledajte to, In še bolj bo zanimivo, kam gledaš dol, ne? To boste pa malo kasneje vedeli. Ful lepo tole, mislim. Tukaj je raj na zemlji za tiste, ki imate radi naravo. Mečkam so se matrala najdeti tale vidikovc, ker tam so eni poimenovali kar Molitva nekaj, ravno zato, da kaj greš, predvidevam. Tako da zdaj so ga pa najdla. Dotle pripele cesta, vejte, in se tle tudi neha, imaš ta parking in parkiraš in greš naprej in bo tole super, boste videli. Tek na vrhu, vidiš s vrhu. V prevodu bi to pomenilo, šele ko boš na vrhu, boš videl, zakaj se je splačalo iti. No, to smo zdaj pa na razgledni točki Molitva, jaz sem to že drugič. Nimam glih sonca na najbolj ta pravi strani, tako da posnetek ni, vi najbrž manj lepo vidite, kot jaz vidim. Lejte, tamle noter ena votlina, to je, če se spomnim, ker sem bil 7 let nazaj, smo šli noter s čovnom, tam nekje tudi neka jama, tako da, no, razgled pa čudovit, zdaj tle bi bilo sončni zahod za počakati. Mogoče ga bomo pa tamle, lejte, ker so tamle že bila, je tudi en vidikovac, celo so mislili, da je ta Molitva, so mečken tudi tako naredili, da se zmotiš, pa ga mogoče tam počakala, bova videla. Dobro jutro. Evo, danes ne isti zajtrk, malo drugačen, lejte, tole sploh ne vem, kaj je. Če kdo ve, naj napiše v komentar. Ne dvomim pa, da ne bo dober. Danes so še malo špeha dodali. Super. Škoda, ker še ni malo čebule. Je pa danes malo megla, ampak tudi včeraj je bila, sicer je bila nižji. Ampak, gledajte, to se bo zelo razkadlo. Tako da bo lep dan pred nami, je sigurno. Evo, po pol urce se je naredil čudovit dan, tako da zdajle se pa odpravljava v uro pa pol oddaljeno Visočko banjo, ki bo tudi zelo zanimiv. Potem pa še nekatere stvari grejo pogledati, ker so si jih mislili že včeraj, tako da je treba kar pohitati. Tole je pa jez na reki Uvac. Sicer to ne pomeni, da gre zdaj tle reka dol, to je po mojem zajezena nekje druge, ampak tam, ko so zajezili, bi pol tle voda tekla, ki bi narasla in so takole naredili jez, čist iz kamna naraven. Na drugi strani pa jezero, vam ga bom pokazal. To smo zdaj pa na drugi strani jeza. Zanimivo jezero, se sploh ne vem, kam gre, nimam čist dobrega občutka je tole. Je pa tamle naj je ustavil en gospod, pa je rekel, če bi šla na to vožnjo z ladjo, 5 ur traja. Tam greš tisto ledeno jamo pogledati, ko so mi do včeraj iskala, pa to, in mora biti ful zanimivo. Cena je glih 20 evrov, kar se mi zdi ugodno. Škoda, ker nimava časa, to bi bilo vrhunsko zajetno. Na poti v Visočko banjo smo se ustavila v etno vasici Štitkovo. To je čisto majhna vasica, ampak gledajte, že tale hiša je vredna ogleda. Tukaj za menoj je ena cerkvica, vam jo bom tudi pokazal.
Dajte, tle še odzad ena stara hiška. Tle lokalček, kava. Ja, če bi bil kdo tle, pa bi mogoče spil eno kavo jim. Predvsem njim za podporo, ker tle lahko doma ljudi pride. Greva še okoli pogledat, posnamem pol, greva pa semle. Tukaj je še ta cerkvica, ki sem jo prej omenil. En potoček tukajle, bolj zelo slabo teče. Tukaj za menoj je ena zapuščena hiša, že malo podira. Cerkev je odprta, tako da bomo šli tudi noter pogledat. Pač pa takole. Mislim, so se potrudili, pa ne vem, koliko imajo od tega, ne? Tako da mi je kar malo žal za njih. No, lejte, tale majhna stavbica je pa osnovna šola. Mislim, saj dobro, da je sploh imajo. No, tole je pa zapuščena hiša, ja, sem je zaklenjena. Škoda, se veste, da jaz po takih stvareh rad hodim, pa malo raziskujem. Ja, lejte, bi se še najdlo kaj tacga zanimivega za vedeti. Bom še čez kakšen oken noter pogledal, drugače pa propada, ne, vidite, streha more puščati, tamle luknjo naredilo. Ampak poglejte, nogometno igrišče pa imajo. In tu, lejte, kar orang zadevca. Lejte, še črte so bile pred kratkim zarisane. No, tu pa zdaj z druge strani ta stavba zapuščena, podira se. Verjetno bo kar najboljš, da jo bojo podarili. Ne vem, obnavljati tole malo težji. A takole je videti. No, še tlele. A tle se pa celo noter da prideti, vidite. Samo da ne bo tutle kdo znoril, da not hodimo. Vidite, takele plakate smo mi včasih lepili po stenah. Wow. Ja, vidite, jaz take stvari rad pogledam. Tale naprej je pa tema. Pa lejte šporhet. Lejte, Crvena zvezda. En star plakat. Plakat za kino. Kdo je tale, ne vem. Evo še enega. Zanimivo. Vidite, tole bi bilo, če mu lud, zanimivo raziskati. Okay. Tlele, lejte, se je pa vse podarilo. Vidite, škoda. Škoda, ko se tle not ne da prijeti. Tamle se verjetno da. Tle ti lahko kaj na glavo pade, lejte, tako da bi zdaj človek rekel, glizdale ne bo, ampak no, sem pokukam na hiter noter. Ma, ne bom iskal problemov brez veze. Vidite, piše, crkva je otvorena. Kdo se boji, pa misli, da ni, tako da dobro, da so napisali. Hram svetega Blagoveštinja. Sem prav prebral, ne vem. Malo pogledati, če je kdo.
No, tukaj je gospod prišel, nam bo skuhal kavico. Ja malo slabije čujem, pa nosim Da. aparatić, ali dobro. Dobro, Možemo nije da se- problema. Pa še en likerček so naročila, tako da malo podpreva to zadevo. Evo, lejte, dragi gledalci, tole je pa gospodar vseh teh hiš, pa tukaj smo tudi kavico pri njemu spili, pa likerček. On je tukaj domačin, tukaj rojen, pa vam bo mečken povedal, kako je tukaj bilo, boste videli zanimivo. Dobar dan, kako vam je ime? Niste? Ja sam Milojko, prezime Čkonjević. Da. Ovo su moje kuće mojih roditelja, dedova, pradedova. Mi smo sad, ja i supruga, u penziji, pa leti provodimo ovdje vreme, malo se bavimo turizmom i tako. Ovdje je dosta interesantno turistima. Ovo su ovako kuće stare, evo ova je 1836. Ovdje, ova je isto 1896. Ovdje za vreme Turske, ova prva vrata, vidite, tu je bila kafana, jer mi smo oslobođeni 912. 13. a do nje je bio dućan. Još možete da pogledate, posle još stoje rafovi od dućana od pre 120 godina. Onda ova crkva i ona je rađena, tu je štitko dobilo naziv još za vreme Nemanjića, ovdje su rađeni štitovi i topuzi, pa je postojao tu jedan manastir koji su Turci 1815. Porušili, zapalili celo selo, pa je na tim temeljima posle napravljena ova crkva. Iza nje je tamo škola koja je rađena 1925. Ja kad sam bio prvi razred, 64. godine, tu je bilo 420 đaka, a pre mene kažu da je bilo i 600. A sad nema nikoga, već 8 škola godina zatvorena ste rekli. i to vam je ovako odraz svega što i tako. Tu smo. Znači ova kuća skoro 200 godina ima. Da. Jel možemo malo da pogledamo? Može da pogledate. Nije to baš sređeno, ali dobro. Pogledajte samo odvod. Mlin je tu. Ovdje menjem heljdu. Ja proizvodim heljdu, tim se dosta bavim. Tako da, čekaj, ja sam to... I tako, evo, to je brašno. Sad ćete da pogledate dole taj dućan, vidite, to je... Dragi gledalci, tisti, ki ne veste, kaj je helda, to je ajda, to, da boste vedeli. Na slovenskem kaže se ajda. Da. In gospod je strokovnjak, prav, da pite, peče, vse živo in k njemu ljudje hodijo na te zadeve iz ajde. Vreme rata partizani hteli da obiju, pošto je bila prodavnica. Aha, znači to su toliko godina imaju vrata. Da. Aha. 120 godina. Aha. Malo i više. Evo tu je, dobro nije sređeno sad, ali malo sam ja to nabacao. Evo ovi rafovi stoje, naprijed ja proizvodim malo i domaće sokove. Da. To je, pravim od divlje kupine, aronije i drenka, to mi je ovako miks. Ovi rafovi stoje, znači od pre 120 godina, vidite gore kakve su te sekirom sve pravljeno. Da. Super, odlično. Leti, vidite, zidovi leti, ne treba ni da hladimo pivo. Ne treba, da. Puno njih traži pivo iz dućana. Verujem. Super. I tako. Super, odlično. Tole so domači sokci. No, lejte, tukaj kar kumarce takole rastejo. Pa paradajzek, ampak veste, tak paradajz je najboljši, ki takole zraste. Tale ta stara hiška mi je pa najbolj všeč. 190 let stara. Rekli ste da imate neka iskustva sa Slovencima. Da, dolazila je jedna grupa, dolazili su možda 4-5 godina, ali pre korone, svakog leta, i tu su bili kod mog zeta i sestre u apartmanima, i onda su tu ostajali možda po 15 dana, svaki dan su maltene skoro ovdje dolazili, onda je bila rakica,
bilo super. Pridi k meni, lepotec, lepi. Lepotec, zakaj si me pa bal? Zakaj? Ja, še eden je prišel. Kuža, pridi. Pridi, a ti se pa bojiš, ti bi se igral, ne? Ja, kako si lušen. Kako si lušna žvalca. V glavnem, dragi gledalci, tukaj sva se ustavila, ker en kamion bil na poti. In sta dva kužka prišla, so jih božala, no in potem je pa tale gospod povabil na kavico. Zdaj še rakico, slive so nama prinesli. Zelo gostoljubni, tako kot vedno v Srbiji. Živeli. 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 Mogo da vas pitam, šta ste rekli v Slovencima, da kažu ljudi, da se mrzimo Slovenci Srbi? Pa, kao mrze Slovenci Srbe, a da ste to čuli? to je laž, čista laž. Pojedinci iznose to. Jeste. Tako da, Boga ti kako. To političari. Samo političari, obično. Da nije političara, čoveče, mi bi lepo živeli. Svi slozi i sve u dobroti. Ovako, oni bre se bore za stolicu, za jebote život i stolica. Ne bore se oni za stolicu. Oni se bore za džep. Za osvojeni novac. A Evropa izgleda mi to podržava. Ne znam, neka Josićavo. Dobro, oćemo. Što dalje samo od nas. Stvarno mi je drago da ste nas pozvali na kafu, da smo se upoznali. Jako ste I doćete, počešće sad. Ja ću sigurno da još prolazim tim krajevama i neću ovo zaboraviti i doći ću kod vas. Tako da, i recite ostalima ko bude dolazio, ko prolazi, neka se svak nek se javi. Dobro. Ja za svakoga naša kuća gostoprimljenja. Muslimani ovdje prolaze za stoku. Pa evo sad ovaj kamion sa kamionom je prošao musliman. Živote, lepo sad. Svaki dan prolazi ovaj kamion. Svaki dan. Pa ide čovjek, ide u trgovinu. Dragi gledalci, ste videli tam, kako so nas lepo sprejeli. Dobili smo rakijo, kavico, vprašali so tudi, če bomo še kaj drugega, no pa še slive. Ta gospod, ki nas je povabil, je bil zelo vesel. Izobražen človek, bil je davčni inšpektor. In ko ste videli video, je tudi rekel, še komu povejte, da smo tle, če bojo šli, pa naj se ustavijo. Tako da vidite, kakšen gostoljubje. Tako da tisti, ki nimate takih izkušenj, vam svetujem, pejte po kakšnih stranskih cestah. Pa če vidite, kje kakšnega ga pozdravite, vas bo sigurno povabil na kavo. Midva sva se tle ustavila, zato ker je en kamion nekaj tam ustavil. Ko sem se mogla ustaviti, je pa še ti služkam pes prišel, pa sva ga šla božat. In ko pa ta pride od tistega kamiona, ki je bil gospodar, je pa rekel, greste na kavo. Jaz sem rekel, greva, ne, jaz take stvari zmeraj spremljam, ne zato, ker za stojn kavo dobil pa profitiral €1 ali pa še manj, ampak zaradi doživetja. Ne. In sem takoj rekel, ja, čeprav sem vedel, da bomo pa zato eno stvar manj videli. In zdaj rečemo, mi da bova ful manj stvari videla, teh naravnih lepot, kakor sem si jih jaz zamislil. Ampak, gledajte, to se splača za to, kar so drugače čas porabila. Tako, kot pri unmu etno vasici, tako, kot pri temu tle. Drugače se pa vozva po taki zelo lepa pokrajina. Cesta, malo makedama, malo asfalta, ampak ful dober. No, zdaj sem pa tukaj, so pa z ceste zavila, ki je bila tabla za en spomenik. Tole je bila, pred 200 leti je bila bitka na Kukutnici, še več kot 200 let nazaj med Srbi pa Turki. Tudi vidite, to je na enem hribu, pokrajina taka, se že zaradi tega se splača jet, ne. Zdaj, če bi imela čas jet, bi šla gor do vrha, je najbrž še čist malo, cesta tudi pele, sem je slaba, tako da ne bo šla, ampak gledajte, takole se ustaviš lepo in zdaj greva pa naprej do te Visočke banje.
ti zdava na hitro čez, ker pol morava Zlatarsko jezero pa morava videti, ker to je pa ena večjih znamenitosti. Tako da gremo naprej. Vidite, tudi po takih cestah se vozim in ampak ste videli, koliko stvari človek doživi. Zdaj še povem, da glih zdaj, ali pa vam bom to mačkam kasneje povedal, ker takole težko govorim, pa tole snemam. Ampak splača se po takih cestah, boste videli zakaj. Da bo tukaj slaba cesta, pa nisem vedel. Tako da, glejte, vam bom zdaj pokazal še, oziroma sopotnica vam bo pokazala gor iz strehe avta, da se bo boljš videlo. Tole pa nisem več čist prepričan, če prav ste videli kakšna cesta, tako da bom mačkem preveril, sem tle še interneta ni, da niti ne moreš veliko preverjati. Bomo videli. Tole ljudje, tole je. Tu se jaz prehiter odločim, da grem. In tudi pol ne zdajle, ne. Da si rečeš, pa ne bom šel nazaj, se verjeten, jaz sem še mal dol, pa bo boljš, kurc, pa je samo slabš. Bom vesel, ko se z tega le rešim ven. Si zamislite, da tlele kakšna guma poč. Si sploh pomislil na to. Ja, lejte, tole se tle ne mogoče prideti. Bom mačken ustavil, pa mačken zadihal. Zdaj gremo malo peš pogledat, kako je. Avto so pustila tle, menda ne kdo s traktorjem prišel pa znoril. Ampak zdaj tudi kaj narediti, se tle to trikverc ne morem je tako obrniti. To je za znor. Tlele ljudje ne bo nič, tako da bo treba obrniti. To mi ni čisto jasno, po taklici se nam vozil. Malo nisem tole vesel, ampak kaj čem. Ajde, dragi gledalci, kakšna jama sem zapeljal. Dobro sem sploh vam prišel. Drugič bom moram premislil, kje grem. Se mi ne da tole zajebavati, res ne. Bolj kaže tlele dol, ampak ne grem jaz tlele dol. Če moram 150 km še narediti. Sam imam pa še problem, ker nimam veliko goriva, lejte. Jaj, hecam se malo. Evo, prišli na cilj, hvala Bogu. Zdaj smo pa, hvala Bogu, prišli do te Visočke banje. Vidite, kako se človek namatra, da pride, ne?
Upam, da bo dober, ker to, kar je bilo matra, mora biti dober. No, samo v vsakem primeru so bila pa doživetja. Tako da tudi, če slučajno tle ne bi bilo zanimivo, ampak ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo. Tisti, ki me poznate, tudi veste, da so meni te zadeve všeč, lejte. Takole bazenček, ke v Klevevžu. Pa lepo imajo stezo narejeno, lejte, tamle že mostiček vidim. Jaz se prav veselim tega. Lejte, neokrnjena narava. Tamle še en restoran. Bo morda šla kaj spiti ali pa celo pojest. In to je to. No, vam pokažem še naprej tale mostiček. Evo. Wow. Ejte, narava. Super bo. Evo, še en tak prehod lep. Diši po vodi. Majčkeno hladneje. Ampak fino. Voda izgleda kristalno čista. Zdaj, da vam povem, kaj sem prebral od tega kanjona reke Rzav, to je reka Rzav. Pa ta termalna voda tam, kaj je, ne, 28 stopinj menda ima. Tle so se hodili zdraviti vojska in konji po bitkah. Po Kosovski bitki in po vseh drugih. Kao pravijo, ne, da če je bil konj poškodovan, kaj v bitki, da kaj je bil tle noter par dni, so se mu rane veliko hitreje zacelile. Zdaj, lejte, ali je to res, ali ni, jaz ne vem, se veste, iz roda v rod, se to tudi mogoče, ko grejo te zgodbe, se mogoče tudi malo napihne kaj, ampak po drugi strani pa lejte, saj nekaj malega na tem pa mora biti, ne. Tako da bomo videli. Lejte, prehajamo in zgleda so tu zaprli, da je tudi po zima aktualno. Upam pa, da je še kakšen odprt. Bomo videli. Tle na desno je pokriti bazen. Tlele zgleda, da so pa tudi nepokriti, tako da me prav zanima, koliko je voda topla. Veš, koliko ima? 24 bi rekel. Ampak imate noter največ več, gremo še kaj probati, še tole, bo kaj narediti. Ne, isto. Isto. Zdaj, še. Ima po mojem, nima več kot 25. Morda 26, več pa nima. Pisalo je po 28. To je verjeten izvir, pa se pa malo ohladi, tako da ne vem, če sem šel kopat, drugače seveda sem za take fore, ampak jaz pol ful na WC hodim, pa ne vem, če sem izplačil. Bom še premislil. Sem se kar odločil, da grem, Bog ve, kdaj bom spet tle. Mogoče pa tu nekaj res ful zdravo, pa mogoče bom pa za 10 let mlajši izgledal, ko bom prišel. Tako da bom šel pa kar bo. Pa tlem šel zunaj, ko ni ljudi, da lahko še plavam, ker veste, ti če plavaš, je voda pred 5 stopinj bolj topla, kot pa če meruješ. Če meruješ, mora imeti na 30. Tako pa bo šlo. Drugače pa gledajte, tudi lep kanjon, visok, mislim, čudovita narava. No, evo, gremo. Najprej treba dati merelke dol. Kopal se bom pa v gatah, ker nimam kopalke. Tudi sopotnici sem pozabil naročiti, da mora kopalke vzeti seboj.
Tako da se ona pa ne bo kopala, tako da se mi kopanje zajebal. Ampak nisem za nalašč. Ja, zdaj, ko se bom preoblačil, me pa ne snemati. Ne vem, če si tu gledalci in gledalke želijo videti. Gremo. Vroča ni, ne. Veste, jaz 36 imam narajš tam v Toskani, ne. Ja, tole je pa 25. Prej sem že mislil, da je več. Saj ne bom dolg cajt, na hiter bom zaplaval in to je to. Joj, me je kar strah. Res me je strah. Mraza. Joj. Slavej, da se ne bo teblo. Zdaj, če je tukaj zdravilno, ne, moram nujno glavo namočiti, če pomladuje, da bom v faco tudi mlad. No, se zdaj me pa že ne zebe več. Super je, če boste šli, probajte tole. Ni pa ta voda, da bi noter sedel pa užival, ne? Ni dosti topla, plavati moraš. Veste, kaj bo pa tole dober? Tam je dole ena restauracija. Prej nisem bil nič lačen, zdaj, ko pa tole malo odplaval, bom pa lačen. Sem pa ko Martin Strel. Zdaj smo pa tamle preko ceste naročili Pleskavico, pa je 15 minut začakati, nimajo pa WC-ja, smo šli pa tukaj na kozarček borovničevega soka. Sopotnica pa kozarček belega vina, tako da bo pasalo malo pred hrano. Evo, tukaj sva prišla na Pleskavico, tale prijazna gospa, nama je vse naredila. Dobro. Nama je tole lepo vidite naredila in zdaj se bova fino tukaj najela, prijazni, tako kot posod. Puno vam hvala. Приятно вам bilo. Možete tudi staviti i još 2 Coca-Cole. Idu. Evo, gledajte, tukaj se bo osela, lep kalček. Tamle sva prej čez spilati svinček, tako da fantastično. Tole preprosto, ampak verjemte, to je ful dober. Gledajte, koliko je tu orenk, jaz imam 200 gramov mesa. Gledajte, kar malo čez gleda, tole pa 100 gramov mesa. Pa seveda Coca-Cola pa še k takem zadevam. Zdaj bo pa še eno sladko dobila. Še zadnjič dobro jutro iz teh lepih krajev. Evo, danes spet podoben zajtrk, ampak tokrat pa neke vrste pita z špinačo. To imam jaz, se veste, narajš. Pa salamca, špeh, sirček, kislo mleko oziroma jogurt. Super. Vreme pa danes že malo slabš, tako da sva res imela srečo. Še enkrat, glejte, hiška lepa. Ni več sončka, ampak dobro, sej zdajle po zajtrku greva proti domu. Dragi gledalci, žal odhajam z tega lepega kraja. Ker malo težko grem, ker je res fino tukaj. Se bom pa definitivno še vrnil sem.
Čeprav je še veliko lepih krajev na svetu za videti, ki jih še nisem videl, ampak sem prepričan, da sem se bom še vrnil. Res fantazija. Neč zdaj pa domov čez Bosno. Je pa drugače, če niste naročeni na moj YouTube kanal, se prosim naročite. En všeček stisnite, pa kakšen komentar napišite, kako se vam je video zdel.